kratko predstavil probleme teh obnovljivih virov električne energije, ki so, bi rekel, dosti velikih količinah na razpolago in jih bo treba izrabiti, ampak kako jih spraviti v elektroenergetski sistem. Sistem ima določene zahteve, prej smo že slišali, število prekinitev, trajanje prekinitev, ampak bolj bistvene so pa za kakovost frekvenca, ki se regulira 0,2% natančno v Evropi. Od Grčije do Portugalske istočasno, to se pravi 2 promila natančno. Kaj se tako natančno regulira kjerkoli? Frekvenca sigurno. Druga stvar je napetost, mora biti približno 10% plus minus. To je tudi včasih težko doseči, posebno v distribuciji in tako naprej. Potem število prekinitev, kot ste prej slišali, trajanje prekinitev, pa še posebej oblika napetosti, vdori, upadi, višje harmonijske komponente in tako dalje. No in kako pravzaprav ta stvar deluje? Če pogledate urejen diagram, če potrebe namreč, je tale črna črta. Sončna energija je ta rdeča črta in ta energija gre lahko gor, proizvodna bo šla lahko še in še gor, ampak ne v to smer. Če pridobimo neko vrednost še v vetrni energiji, pridemo do tlele. In tu ostane nepokrit del, ki ga je treba pokriti še s klasičnimi viri, torej termoelektrarne, kogeneracijami, nuklearka, hidro. Hidro je tudi tukaj, večino uporabljamo hidro v tem delu, za konice. Torej, kako to pokriti? Zdaj, delež, koliko energije, pravzaprav koliko časa bi te termoelektrarne delale, je zdaj majhen in na trgu s to ceno ne gre. In vprašanje zdaj, kako zamenjati pravzaprav to zadevo. Tule vidimo sončna energija. Mi trenutno imamo fotovoltaiko dosti slabe izkoristke. Ti izkoristki morajo gor, kajti so na razpolago. In tehnologija raziskave gre v tej smeri, imamo pri nas tudi močne raziskave, da bi te, rekel, dosti primitivni del dvignili na višje izkoristke. Zdaj, torej ta del od sončne energije lahko nategujemo gor precej veliko, v Sloveniji je tega sončne energije dovolj. Ampak kaj narediti s tem? Pri 40 evrov na megavatno uro se za majhno proizvodno termoelektrarne to ne splača in se je začelo ukinjati. Toda problem pri tem je pa to, da ta energija, sončna pa vetrna, nima česa, nima prvič vztrajnostnih mas, to so videli na Irskem, ko so ogromne deleže energije vetrne uvedli, nenadoma je pri kratkih stikih ali pa motnjah se zelo hitro zgodi. Mi imamo recimo hidroelektrarne, ki imajo časovne konstante 7 sekund, termo 7-6 sekund, medtem ko tele veter, pa to so pa desetinke sekunde. In zaščita ne more delovati, zaščita že elektronika naredi lahko v zelo kratkih časih, vendar stikala fizična traja pa vsaj desetinko sekunde ali pa več, da lahko deluje. Torej, tu so veliki problemi in je zdaj vprašanje, kako zadržati tiste kakovostne koeficiente, ki si jih na začetku pokazal. Kako to narediti? Edini vir je spet klasične elektrarne. Seveda, te klasične elektrarne pa ne more delati za 40 evrov na megavatno uro, ampak rabijo dodatek, da bojo delali ta čas in držale te frekvenco pa napetost. Recimo, če gledamo 400 kV, mi imamo 2 podporne točke, nuklearno pa Šoštanj. In če te podmahnejo, hodijo dispečerji po prsti, da se nam vse skupaj sesulo. Ker so naslednje take elektrarne pomaknjene proti Milanu, Dunaju pa proti Beogradu. To je velik problem in te klasične elektrarne bojo morali delati in seveda odkot to sistem, ker dispečer mora tole šrafirano na tej strani kupiti. Vendar trenutno, če grejo te klasične elektrarne v pokoj, nima kje kupiti. Že zdaj recimo rezervo za izpad nuklearke ali pa Šoštanja
težko nabavi takšno moč. Torej bo moral zahtevati, dodati tem elektrarnam dodaten denar in recimo v Angliji, so z nuklearno, ko gradijo, jim dali pač garantirano ceno 112 evrov na megavatno uro, ne 40, 112 evrov, da bo lahko dala oporo elektroenergetskemu sistemu. Tudi v Nemčiji so sklenili ustaviti nuklearke, so pa zdaj spet se odločili, da bodo delali s termoelektrarnami celo na ta lignit. In seveda, tu ni kaj izbire. Spet bodo morali metati ven CO2. In zdaj je strašno velik posvet je bil Združenja inženirskih akademij, ker se razpravlja o tem trgu teh emisij. Od koder bi dobili denar za pač plačevanje tudi teh delovanja termoelektrarn. Kako torej ta primanjkljaj pokriti? Z konvencionalnim rekel pa seveda z shranjevanjem tu dol. Če pogledamo shranjevanje električne energije, tu imamo črpalne hidroelektrarne, mi imamo Avče, možnost smo zgraditi še gor na Pohorju, pa tudi Zasavju pri Kumu. Baterije so reve že od nekdaj, nikakor ne moramo povečati, bi rekel, kapacitete, zmogljivosti teh baterij. Če gledate v trapo postaje, so cele velike sobe polne baterij, ki pač dajejo možnost, če izpade elektrika, da lahko zaščita deluje, poslužuje zadeve. Krmiljenje odjema je ena stvar, ki sodi v primerno rabo električne energije in pa, če gledamo prejšnjo, ta del, ki bi ga lahko napenjali gor, je treba, ta šafiran del je treba pretvoriti v ta del, prenesti sem. To je pa treba veliko raziskav še in seveda čas. Do leta 2020 s tem tu ne bomo mogli kaj veliko narediti. Zato so se tudi pač druge države tudi lotile pač tega, kako za sistemske storitve plačevati konvencionalne elektrarne, da vzdržujejo frekvenco, ki je, kot sem rekel, 2 promila natančna in napetost. Hvala lepa.